Ok, Boštjan, da smo pa še v zadnjem segmentu, Okej. to je segment hitrih vprašanj. No, da vidimo. Se pravi, kaj je tvoja najboljša zgodba iz filmskih festivalov? Prvo zgodba iz filmskih festivalov. Mogoče bom dal zgodba, ki mi je ostala najbolj v spominu, ta moj prvi Kan. Moj prvi Kan je bil ta, da sem imel neke želje, ambicije in pa prišel tja in tu neka masa enih ljudi, vsi neke pač beđe okoli vratu, noben te ne povoha, gotoviš, da se čisto zgubiš v tem. Vem, da edino povabilo, ki sem ga dobil, je povabilo na češki parti. Wow, na češki parti, pač okej. V bistvu to mi je bilo eno tako veliko, takrat mi je kar malo potovklo, no. Ko sem jaz spoznal, da hočem, to je bilo pa ne tako dolgo nazaj, to je bilo 2014, 2013, da jaz hočem delovati v nekem svetu, ki te poje, oziroma niti te ne sprejme. Ne. To je bilo recimo najbolj tako vtis. Kasneje, ko se počasi uveljavljaš, niti mislim, so zmeraj, so kakšni zanimivi eventi, srečaš neke zanimive ljudi, kdo kakšno neumnost naredi, dobiš neko priliko. Tega je pač veliko. Ne. Tudi pri Kanu, recimo konkretno festivali, kot je Kan, ali pa American Film Market v Santa Moniki je še bolj hierarhiran, je to prav beseda, hierarhičen, da ti, če imaš akreditacijo, si level nič, ne? Da si pa ti dobiš dostope na najbolj zaželjene evente, partije, projekcije in tako naprej, moraš biti pa level 10, 15, 20 in ti počas skozi ta leta, ne? Jaz sem zdaj recimo, ne vem, level 5 od 20, ne? Pa imam Zlato palmo. Mislim, Zlato palmo. Je film, ki sem ga produciral, dobil Zlato palmo. Tako da to je bilo eno ogromno spoznanje, ampak nisem se čez predal. Smo rinili naprej in ja, zdaj, ko pridem s kom v kontakt in rečem, film, ki sem ga produciral, je dobil Zlato palmo. Ne? In to isti festival, ki sem 10+ let nazaj bil, točno se spomnim, da tam je zraven glavne festivalske dvorane, relativno blizu ena pizzerija, tam sem bil na pici, pa vse mi je bilo tako ful drago, tam so ni štanti s palačinkami, to vse se je v spominu. Ne. To mi je v bistvu najbolj, od vseh festivalov najbolj to ostalo. Ne. Okay. Film, ki se mu je zgodila največja krivica v zgodovini filmskih nagrad. Jaz bi rekel, da vsi filmi, ki niso dobili filmske nagrade, imajo občutke, da je narejena krivica, z enega čisto preprostega razloga, ker ni filma, ki bi rato kar tako. Za vsak film, ki se sproducira, ljudje dajo res vse od sebe. Ne obstaja, mogoče neka komercialna B-produkcija, ki ima bolj mehanska, ampak v Evropi, v Sloveniji, ne. Tudi za slab film je nekdo mi ogromno stresa, ogromno dal sebe, vse to, tako da ne bi mogel reči samo za en film, so pa verjetno bili določeni filmi, ki so izstopili, pa so bili malo prezrti. Jaz imam tudi recimo sam v svojem opusu Osvoboditev libida, je kratki musical, režija Žiga Virc, scenarij Iza Strehar, Žiga. Meni se zdelo strašansko ena zanimiva forma s ful jasnim sporočilom vse, ampak ni mal pasal ta prav festivalski predalček in praktično ni imel premiere. Ampak govorimo o mikrodetajlu z moje nekega opusa. Tako da jaz bi rekel, večina filma ima občutek, da se mi je zgodila krivica. No? Okay. S katerim filmskim ustvarjalcem si najbolj želiš ustvarjati? Trenutno ene so bili te neke eminence, ki sem jih še preden sem se ukvarjal s filmom, recimo Slobodan Šija, ne vem, Ko to tamo peva, Maraton ti trče, Počasni krug, to so bili zame antologijski filmi, ne, tudi Srđan Dragojević s svojimi od Lepa sela, Lepa gore, Parane in tako naprej. Ne. To mi je bilo recimo taka zadoščenje, da sem začel delati, oziroma da, z enim sem zdaj zaključil, ker verjetno zadnji film od Čijana in s Srđanom zdaj smo sredi predprodukcije. To recimo so bili ne taki občutki, da sem pa le naredil nekaj, da lahko delam s temi ljudmi. Od slovenskih avtorjev sem pa čisto odprt, mislim tudi, dobro, tukaj zmerno tudi to, ali
da avtor dela z enim producentom, zdaj ali ga en producent drugemu ukrade, po domače povedano. No? Ampak mene sigurno, recimo, avtori, kot sem jih prej omenil, tako kot je Kukla, kot je Urška Džukić, vse za Urško sem končni fazi delal film, so mi zanimivi njihovi pogledi. Drugače pa z Nebojšo Slepčevičem, to je avtor tega Moža, ki ni mogel molčati, oskarjevskega filma. Zdaj razvijamo njegov novi celovečerni. Imamo tudi zavestno, je celotna ekipa praktično enaka. Gregor Božič, direktor fotografije, recimo. Producenti smo isti, prav Hrvaška, Slovenija, Bolgarija, Francija. Ker smo v Trstu 2020 odprli eno firmico, ki se dosti lepo razvija, je tudi ful zanimiv ta svet zamejskih Slovencov. Tukaj je kar nekaj avtorjev, ki so ful zanimivi, recimo zamejska Slovenka Katja Colja, ravno preden sem prišel do tebe, sem bil z njo in z mojo partnerko Natašo, smo bili na kosilo, ker so zdaj ona dve na delavnici Midpoint, ki je trenutno v Ljubljani z njim novim celovečercem, ki tudi razpet malo med ta svet tržaškega in slovenskega dela. Tako da to, no, bi mi pa bilo zanimivo narediti preskok tudi v nek višji produkcijski rang filmov. Tako da tukaj gledam predvsem, s katerim producentom bi želel sodelovati. Od avtorjev, to, kar pa tudi sam veš, se pa tudi z Mitjo Okornom tipava že nekaj časa, ker je tudi en od ljudi, ki so seveda absolutno presegli ta nek okvir tukaj. Tako da bomo videli, se nekaj pogovarjamo, sam veš, kaj in kako bo prišlo, predvsem pa bi rad delal z ljudmi, ki so korektni in spoštljivi do vseh v ekipi in ki se, če čisto po domače rečem, znajo obnašati na način, da se ne vrti svet ali samo okoli produkcije, ali samo okoli režiserja, ali samo okoli direktorja fotografije, ali pa ne vem koga, ampak da razumemo, da smo nek tim in da se tukaj treba spoštovati in tudi priznam, da imam če dalje manjšo toleranco na neke take malo verbalne ali pa druge izpade. To pa nimam več tle neke želje, tako da ena je kontraselekcija, pa bo če dalje močnejša v to smerno. Ok. Si poleg tega, da si filmski ustvarjalec oziroma producent, si tudi ljubitelj športa v naravi. In zdaj bi te vprašal, prej si omenjal Svet igral filma, ne? Zdaj pa, kaj je tvoj svet igral športa v naravi? Ja, zdaj tako tle moram spet malo za eno nogo še ostati v filmu, no? Glede na to, da še kar je velika ljubezen do hribov, je tudi prinesla kar en opus, kjer se predvsem dokumentarnih vsebin, ker sem se tudi prevzemal vlogo režiserja ali pa scenarista. Niso to tako zahtevni režiserski projekti, so bolj izhajajo neke kompetence, poznavanja teme, tako da hribi vsekakor, v vseh oblikah, hoja, turno smučanje, tek na smučeh, mountain bike, element vode mi je silno blizu, potapljanje je bilo nekaj časa ful intenzivno, nekih čez 350 potopov, pa sem se malo ustavil, morski kajak, zdaj zadnjih par let tudi motor, priznam, da me je došel do pred par let, te kafiči, bikers welcome, pa cela ta neka subkultura mi še danes ni blizu, ampak motor kot tak mi pa je sila blizu in je to zelo dajno, tako veliko veselje, predvsem mi da pa veselje, da sva tudi z Natašo, mojo partnerko, da to praktično vse, tudi na motorju kot ona sopotnica, praktično vse počneva lahko skupaj, pa smava tudi svoj že dolga leta neko obliko avtodoma, tako da recimo v zadnjih 2 letih imava po 120 noči na leto, ne se za privat, tudi ko smo na setu, mobilna pisarna, je to vse v avtodomu, ampak smo veliko časa preživimo potem tako izven domače postelje. Če računaš 120 noči v avtodomu, približno 40 do 50 avionskih letov vsak let, potem ti je jasno, da domača postelj ni tako
domača. No, ampak zaenkrat uživam v tem in mi je res fajn. V Pragi sem bil prejšnji teden, to sem razlagal, pojutrišnjem grem v Varšavo na premiero tega filma, potem en teden potem, 15. imamo v Prištini eno povezovanje z balkanskimi producenti, tako da meni ta, ne vem, če to svetovljanstvo, ampak bolj reč mednarodnost mi strahovito odgovarja in upam, da bo to tako obstala. Tisto leto, ko je bila pandemija, sem bil kar malo nesrečen, priznam. Okay. Še zadnje vprašanje, Boštjan. Sanjski projekt Boštjana Virca. Sanjski projekt Boštjana Virca je projekt, ki bi imel predvsem nek večji domet mednarodnem. Prej sem omenil logiko Mitja Okorna, tako da recimo sigurno neko potencialno sodelovanje z njim, kar sem je tudi formalno povabil na strani njegovega poljskega producenta. Je to recimo en tak projekt, zdaj ali je to serija ali je film, niti ni toliko bistveno, ampak nekaj, kar je nek tak, rekel, prime time v nekem širšem mednarodnem svetu. Neka moja, ne v neko frustracijo, ampak skozi, zato ker prihajam iz majhne države, ne, merim si nekje top, ampak z nekim pridržkom. Ne, se pravi, Zlata palma, ja, ampak za kratki film. Ne. Oscar nominacija, ampak ne Oscar. Ne. Mislim, tako si tam, pa nisi čist. Ne. In bi enkrat, da bi bil čist. Ne. Se pravi, to pa sem vidim kot nek projekt večjega produkcijskega nivoja, ki bi skoraj ziher moral biti v angleščini. In seveda pač to tudi preiti to nekaj bolečina, ampak omejitev, da smo slovenski producenti pač omejeni z našim financiranjem. Tako recimo zdaj ena serija z novom Burning Desire, ki je formalno v moji lasti, smo jo zdaj prepustili švicarskemu producentu, ki ima bistveno večje možnosti, da jo izvede, seveda za idejo, da bo snimal v Sloveniji, da smo mi koproducenti, ampak spet skozi si, bi rekel, iščeš rešitve kot drugi, ne? Nikoli nisi prvi, zmeraj mi je, in to imam ta nek naslednji cilj v poslovnem nekem razvoju, da pač, da se osvobodiš, da se osvobodim enkrat mogoče malo teh okvirjev, ki jih vse te stvari postavljajo nam, ne.